Haj, dragi prijatelji, upam, da me vidite. In sicer danes sem v živo in res sem v živo, ker iz parkirišča, ker sem prosila mojega moža, da mi dovoli, da posnamem video. Mogoče sem malce prej, mogoče kako minuto prej, upam, da ne zamerite. In sicer danes z možem imamo obletnico poroke. In ta prvo, kar sem mu rekla, peljema se na morje in sem rekla, lej pač, sorry, ustav se, ker moram moj video posneti. In ja, ker imam tudi krasno temo, nastala je ta tema na podlagi včerajšnjega. Tako da zdaj bom hitra, zato ker me roko po moje dolgo mogla držati. Ne? In sicer veliko je še vprašanj neodgovorjenih, ki ste mi jih poslali, drage dame, tudi med njimi nekateri moški. Veliko vprašanj, ki jih nekako združujem, poskušam povezati vsebine, no, ampak ta vsebina se mi je pa nekako res zdela primerna, glede na ta čas, kar tudi malce bolj čustveno podoživljam najino obletnico, bolj čustveno podoživljam najino druženje, koliko časa smo že skupaj oziroma kaj se je vse zgodilo v teh letih. In sem se spomnila na to, da nismo odprli teme, ki jo je ne ena izmed oseb, Mojca, Katja, Barbara, nimam dokumenta tlele napisanega, ker so želele, da podelim z njimi zgodbo, kako so še lahko bolj uspešne, da vse delajo, da uspešno delajo v podjetju, da peljajo otroke na rekreacijo, da skrbijo za dom, še vedno bi želele biti bolj uspešne. In res sem se spomnila sebe, tako pravim, to je bilo 2 dni pred tem. 2 leti nazaj sem se srečevala z močnim občutkom krivde, predvsem s tem načinom, ker sem začela razmišljati, koliko časa sem namenila vsem ostalim pred mojo družino, koliko ljudi je bilo takih, ko so me poklicali, ko sem imela vedno čas za njih, mogoče malo manj pa za otroka. In to so neke bolečine, ta občutek krivde, neke bolečine, ki jih pol nekako zdaj že znamo zavesti, zdaj znam pogovoriti sama s seboj, znam se pogovoriti s mojim otrokom, ampak je potrebno jih predelati. In predvsem želimo ženske, ker so nam pač koliko let pač nismo mogli biti to v resnici, kdo smo, skozi nekako se boriti, ker če se bomo borile, bomo lahko pokazali, da smo uspešne, če bomo lahko dosegali rezultate, če bomo boljše, če bomo delali namesto 8 ur, 10 ur, bomo pokazali, da smo vredne, če bomo vzeli soboto čas za, ne vem, za konferenco, bomo s tem pokazali, koliko smo vredne tega delovnega mesta in tako naprej. No, to je moja zgodba. In prepričana sem, drage moje, da ni edina taka moja zgodba, da tiste, ki me spremljate in gledate, jaz sem prepričana, da je 70% takšnih, če pa ni glih 70%, je pa 50%, tistih 20% je pa žensk, ki so že dale to čez, ki so postale modre, ki so nahranile svoje egote, tako kot jaz, svojo prepoznavnostjo, svojo uspešnostjo in so začele konkretno živeti to v resnici, kdo so. To pomeni in se začele zavedati svojih največjih vrednosti in to je vsekakor, smo prvo me, potem družina in potem je spet družina, naša širša družina in tudi služba. V enem videu sem delila z vami vloge, to pomeni, da si razporedite vloge, konkretno razporedite vloge, ja, zdaj je napisala ena moja zlata Nika, ja, boriti skozi, ki se borimo, ampak zato postajamo močne. In to je ta video, ki je tudi danes namenjen tej vlogi. In pol, ko postajamo vedno bolj močne in ko hočemo se dokazovati, pozabljamo, da smo navznotri smo pa nežne, krhke, ranljive, čustvene, da se znamo tudi zjokati, da znamo tudi povedati konkretno, kaj nas boli, da znamo deliti s tem, ampak to nismo smele. To pomeni, poslovna ženska tega pač ne more povedati. Ne more povedati, da je bila užaljena. Ne vem, jaz nisem mogla povedati moškim, a veste, da to me je pa zdaj zabolelo, ko ste mi rekli, wow, kakšna si. Nisem mogla povedati, ko me je karkoli tako zabolelo, ker sem mogla biti močna in trda. Drage moje dame, tega ni potrebno. To res ni potrebno in poskušam dokazati, ne zdaj bom spet rekla dokazati,
poskušam v teh 2 letih, 3 letih, odkar sem res v svoji ženski energiji, tudi zelo škoda, da me ne vidite, imam krasno, lepo oblekco, oblečeno, poskušam pokazati ženskam, da smo lahko uspešne tudi, če vodimo na ženski način, tudi, če smo mile, tudi, če naprimer priznamo, ko kaj ne znamo, tudi, če mi ne bomo priznali, da ne uspemo, da ne zmoremo, da nas je karkoli zabolelo, kako lahko to pričakujemo od moških, kako lahko pričakujemo od svojih sodelavcev, če smo zdaj že pri sodelavcev, poslovne ženske, če smo pri sodelavcih, kako lahko pričakujemo, če mi tega ne znamo. Ok, da se vrnem zdaj nazaj, zakaj točno ta video. Dragi moji, jaz sem res mislila, da je, in prepričana sem, da je tudi zaradi tega podjetje Skaza na nek način tudi uspešno, ker sem bila ciljno usmerjena, ker sem še. Nisem pa prepričana, če je bila to moja vloga. To pa res nisem prepričana. Mogoče bi to lahko vlogo prepustila kakemu moškemu, mogoče kaki ženski, vendar na ženski način. Ne na ta moški način, cilji, procesi, gremo, akcija, dajmo še tekmovalnosti in tako naprej. In res vsi, tako kot je napisano v prvem besedilu, upam, da ste prebrali, prvo so bili zaposleni, pa sem rekla, treba zaposlenimi, potem so bili vsi ostali, sem zaradi tega, da sem pokazala, da sem vredna tega naziva, da me lahko sprejmejo med gospodarstvenike, da me lahko sprejmejo, med poslovne ženske, da me lahko sprejmejo med vse tiste, med odbore in tako naprej. Zdaj bi rekla, vsi tisti, ki me že poznate, vse veste, kaj bi rekla, mogoče eno grdo besedo, ki pa se ne sme govoriti iz lepih ust, in to tudi imam napisano v knjigi. In potem, ko spoznaš, ko si ego nahraniš, to, kar sem govorila, ker so mogoče marsikatera starejša gospa, ne starejša, modra, te, ki mi pišejo, te, ki so fenomenalne, ki napišejo, kako so spoznale, kako so se sprejele. Ko pridemo do spoznanja, ko ego nahranimo, ko rečemo, ego rabi zdaj potrditev, prepoznavnost, pojdi, nastopaj, bodi na konferencah, dej rasturaj, gor, dol, pa priješ pa do tistega momenta, ko rečeš, za koga? Za koga sem to počel? Ali me res zaradi tega ljudje imajo raje? Ali res tem, ali ljubezen dobim od zunaj, ali jo dobim od znotraj? Ali je to nekaj, kar se bom lahko nahranila, pa drugi dan se zbudila srečna in s to srečo napolnila druge ljudi? Ali me bo to samo utrudilo. In 2015 je res bilo tisto obdobje, 2015, to sem vam že govorila, ali pa rečemo 3 leti nazaj, ker sem pa rekla, da pa res tega več ne potrebujem. Res in takrat sem se opravičevala mojim otrokom. Noro, koliko časa sem preživela, da sem otrokoma razložila, da je mami moja, ti sploh nisi mami, ker se skozi hlača, ker si, teči moja, draga tajči, točno to. No in 2 leti sem potrebovala, šla se opravičiti od babice do vsem, tudi tako v tem stilu, ker mi je vzgojila otroka, ker mi je pomagala vzgojiti, dati ljubezen otrokoma. Kolikrat Igorju rečem vsak dan, da imam zlatega moža, tudi zdaj, če bi ga videli, čak da ga malo takole pokazala, tamle me čaka, če ga vidite, z psom me moj mož čaka. Mislim, drage moje, spoštujte, ali pa dragi moje, spoštujte to, kar imate, to je najbolj vredno, res najbolj vredno. In je brez izzivov ta izziv sprejel in je rekel, da naj oddelam to, za kar mi srček bije. No, ampak hitro, da se vrnem nazaj, da mi ne uide. 2 leti in tudi včeraj smo ob 11:30, družina vse, tako kot je napisala, ob 11:30 sem šla mojemu sinu, pa sem sinu še enkrat rekla, če mi je res oprostil, če res vidi in bom delila, kaj mi je sin rekel. Rekel mi je, mami, nekaj si mi pa dala, on pač misli, da sem mu dala veliko ljubezni, ampak tudi malo na drugačen način, seveda tudi s financami kdaj. Kar ni dobro, drage mame, to ni dobro. Mi je rekel, da sem mu pa pokazala 3 močne stvari.
Prva stvar to, da sem delala tisto, kar me res veseli in da se je tudi on s tem naučil, da bo delal samo tisto, kar ga res veseli. Druga stvar, da je res mi nekaj, če si zastavim cilj, pomembno in da vztrajam in da temu sledim. In ta tretja stvar je rekel, kadarkoli sem te videl, te vidim srečno. In to pač mi je pomembno in se s tem tudi zavedam, da ne glede koliko ur človek dela, če je srečen, potem tudi to srečo prenaša naprej. Evo, to je prva stvar, katero želim deliti. Prvo to, če ste srečni, če ste zadovoljni, delite naprej, vendar ne z moško energijo. Zakaj? Zakaj pa se čutimo, ko mi včeraj me je vprašala ena moja stranka, prevčerajšnjem, a sem egoistka, če se postavim na prvo mesto in moža dam na drugo mesto in otroke? Ne, drage moje, ko imate razdelane vloge, zelo jasno razdelane vloge, kaj želite postati, koliko časa namenite za službo, koliko časa namenite za dom, ni to egoizem. Niste egoistke, niste, kvečemu ste osebe, ki veste, kaj si želite v življenju. Kvečemu se zavedate, ko boste sebe nahranili, boste lahko to ljubezen dali še nekomu drugemu. In to ljubezen, jaz zdaj še vidim, kakšne podočnjake. Se opravičujem, kakšne podočnjake imam. In res, prosim, spomnite se dogodkov, tisti, ki so vas osrečevali, in sem prepričana, da najbolj se boste spomnili dogodkov, ko ste bili s svojo družino, ko ste rodili svoje otroke, za rojstne dneve, za zabave, ko ste karkoli igrala se in tako naprej, zaradi tega, da se potolažite in da si rečete, da ste dobra mami, najprej to, drage moje poslovne ženske, najprej to. Nehajte se obsojati, to sem jaz počela, pa ni bilo okej, ker mi je tudi sine rekel, mami, to ni okej, to je skregano s tabo, kar te poznam. Tako da čestitajte si, ste mu dali neke druge stvari, to pomeni vztrajnost, to, da ste srečne in da lahko dosegate in uspešne v svojem poslu. Druga zadeva, kateri je, poskušajte delati na žensko energijo, čim bolj žensko energijo. Tretja zadeva, ne morete, če si ne razporedite vlog, vedeti, ali ste egoistke ali niste. Razporedite vloge, da naredite ravnovesje med osebnim in poslovnim življenjem. Ne morete 12 ur delati v službi in pričakovati, da boste srečne doma. Ne gre. Res ne gre. Če imate pa razdeljen 24-urni dan in ga razdelite v steber, koliko ur spite, koliko ur namenite za rekreacijo, za svojo meditacijo, za hrano in potem tisto, kar ostane, razdelite med osebnim in poslovnim življenjem, sem prepričana, da se nobena ne bo imela za egoistko. Kvečemo boste vedeli, da ste v svojem stebru in da sledite sebi. Bolj, ko boste sledile sebi, boste sledile tudi drugim. Bodo vam drugi sledili, tako. In ko govorimo glih o ženski energiji, saj imajo tudi atje, ful lepo, zelo lepo, Nikolina. In ta tretja stvar, ki se mi zdi pomembna, tako da upam, da sem vam danes kaj koristnega povedala. Ker sem zdaj skozi na trnih, a je to. Veliko bi vam še lahko povedala, ampak pač ne moremo v kratkem času. Tretja stvar. A veste, da moje stranke, jaz se opravičujem vsem mojim strankam, ki jih imam krasne. To je noro, kakšne stranke imam. Evo, bom kar začela jokati, ker one tako in tako vejo, da so res krasne, ampak vsaka skoraj, ki pride k meni, pride z veliko moške energije. Veliko moške energije. To pomeni cilji, rezultati, biti najboljša, tako doma, kot v službi, top of the top, nič, šminka, vse ok, obleka v redu, vse top, kje, vsak las, točno tako, kot mora biti, ne? In potem se vprašam, jaz, ok, v redu, zdaj sem že 2 leti v ženski energiji, pa kaj mi še to sporoča, ne? Kaj je tisto, kaj še moramo delati, da bom to žensko res dovolila, da je polno zaživljena, ker vedno privlačimo ljudi takšne, kot smo sami. In se spomnim. In se ne spomnim samo jaz, se spomnim tudi ena moja, ne moja stranka, ena moja gospodična, ki je veliko z mano, je rekla, kaj pa če se vprašamo, kako lepo mi je Nikolina napisala. Saj ste tudi, Nikolina, tudi ti si krasna, to je zdaj tisto. Prosim, tole, kar bom zdaj povedala, vse tiste, ki imate mojo knjigo, vzamite 3. poglavje, skupno ženske, in ga prosim po temole mojemu videu preberite.
Ok. To pomeni, na šamanskem obredu, tam kamor peljem tudi ženske, ampak na pravem šamanskem obredu, to pomeni, ker se res ženske začutijo svojo boginjo v sebi, sem videla, da sem poklicana za to, da povezujem ženske, da si pomagajo, da se družijo, da se smejijo in da začutijo to svojo žensko noter v sebi. No in ko pridejo te ženske, prvo rečem, kaj še moramo delati? Zdaj sem se pa drugo stvar vprašala. Kaj če pa vse te ženske pridejo, ko vidijo, kako je Tanja Skaza bila včasih v moški energiji, stroga, za J, danes je pa vsa nežna, čustvena, odprta in ljudje uživajo v njeni družbi. Kaj če pa vidijo to in bi to rade se naučile? Tako da, drage moje, to je pa res samo za ženske, ker sem poklicana za ženske. Kakorkoli, da delam z družinskimi podjetji, sem poklicana za ženske. Voditi z moško energijo delamo same sebi eno veliko, veliko jamo. Zato, ker smo konstantno nesrečne in hlastamo po ljubezni. Ko vodimo žensko energijo, se nam svet odpira. Ne vrata, svet. Svet se nam odpira do novih strank, do novih ljudi, do novih znanj, do novih poznanstv in do naših vrednosti, ki jih mogoče mi same ne vemo. In zato bom tudi, pejte malo na mojo spletno stran, pejte pogledati, kaj se pri meni dogaja, ker zdaj obredi so že polni, to že imam polne termine, že za september, že za juni, to se kar polni, ker to pomeni, da res pomaga in da res koristi in da res ženske postanejo vedno bolj ženske. Mogoče bo katera delila, tista, katera bo želela, evo Nika je že delila. Druga zadeva, kar pa, organiziran križarjenje 25.9. za 5 dni in sključno ženske. In to je bilo tako. Gospa, ki je prišla do mene, se nekaj in spet je prišla v moški energiji. Marjanca, jaz opravičujem, ampak moška energija je spet prišla k meni. Sem rekla, ja, to je to. In sem zmeditirala in to je meditacija prišlo tako. Program v enem dnevu, v 15 minutah, odličen program, potovali bomo po krasni Dalmaciji, programam čisto druženje, zabava, ena drugi pomagati, ena drugi povezovati, punce, tako se dela posel. Posel se ne dela tako, kot ga delajo moški, ženske delajo posel na drugačen način. In vse tiste, ki se mi hočete pridružiti, preberite mojo zgodbo. Marsikatera me je zaradi te zgodbe potem klicala, pisala, kakšna zgodba, ker je mogoče malce preveč seksualna, malce preveč erotična. Ja, ampak jaz to vidim. Jaz to vidim, ko znamo ena drugo pohvaliti, ko znamo ena drugi kaj povedati, ko znamo ena druga se od druge naučiti, se povezovati, sodelovati, šele takrat lahko prebijemo naše meje in takrat naše vzorce postavljamo na višji nivo ali jih celo odstranjujemo. Najprej jih zavestimo, potem pa odstranjujemo. Drage moje, niste egoistke, če se postavite na svoje mesto. Niste, če poskrbite, da je vaša družina srečna, ampak na tak način, ko ste vi v svojem stebru, zapomnite si, boste imeli poštimano v službi in boste imeli poštimano tudi doma. Ne misli, da je treba delati 12 ur, da ste lahko uspešne. Ne, drage moje, pridite k meni, glih to, ker je točno tak program, kjer se boste naučile, da ste lahko 8 ur in s tem pokažete zgled tudi svojim sodelavcem. Ker če pa 12 ur delate, prosim, povejte mi, kdo bo delal zraven vas. Jaz ne. Jaz sem prva, ker ne bom. Želim vam krasen večer, bom malo še dopisala, se vam še javim, kje napišem, kar napišite mi kako vprašanje, zdaj pa gre mojemu zlatemu možu, ker praznujemo danes obletnico poroke.